Ja, prva virtualna kava, prve težave, ampak zato smo tukaj, da jih rešimo. Torej, Brina bo tista, ki bo tokrat Klavdijo, našo gostjo, spraševala o tem, kako poskrbeti tudi za delo od doma. In kot vidimo, brez digitalne tehnologije ne gre. Seveda pa je kar nekaj izzivov, zato ker se vsi skupaj nekoliko navajamo. Morda bo pa to tudi način, kako se bomo vsi skupaj naučili bolj delati od doma, ampak to je druga tema. Zdaj smo seveda doma, še vedno upam, da vsi zdravi in to je tudi prva in najpomembnejša stvar, da ostanemo tako in da na ta način tudi lahko iščemo priložnosti za naprej. Tako da, Brina, nekaj so naši člani in naši podporniki že videli, pa predlagam, da vseeno začnemo kar znova, glede na to, da smo imeli nekaj tehničnih težav. Ja, lepo pozdravljeni vsi še z moje strani. Me veseli, da se srečamo kljub težavam na prvem Amchamovem Coffee to Connect dogodku. Zelo sem vesela, da je danes z nami Klavdija Erjavec, ki je partnerka v odvetniški družbi Albrecht, Zajc in partnerji in se ukvarja predvsem s področjem delovnega prava. Klavdija je bila dolga leta tudi sopredsedujoča naši komisiji za prihodnost dela in izobraževanja in sem prepričana, da jo vsi dobro poznate in da bo pogovor z njo velika dodana vrednost. Klavdija, lepo pozdravljena, dobro jutro. Lep pozdrav z moje strani, zdravo. Kako ste kaj tudi pri vas v teh časih, verjetno tudi vi delate od doma, a ne? Ja, mi smo se pač poskušali čim prej, ko so se pojavile težave oziroma ko je bila tudi razglašena epidemija, smo se poskušali tudi v okviru pisarne pač organizirati za delo od doma. Zdaj pa res, da nekatera delovna mesta tega ne omogočajo, tako da jaz upam in verjamem v to, da pa tisti, ki pač ne morejo delati od doma, da pa je delodajalec za njih poskrbel po najboljših močeh, da je kljub temu zagotovljeno njihova varnost in zdravje na delovnem mestu. Kakšne alternativne možnosti pa imajo delodajalci v tem času izrednih razmer? Kako vse se lahko organizira delovne procese? Zdaj ena varianta je to, da se pač delavcem zagotovi možnost dela od doma. Zdaj, če te možnosti ni oziroma če se delo na tak način ne more opravljati, je pa varianta tudi, da se delavce pošlje domov na čakanje na delo. Zdaj v medijih pa se tudi zelo veliko govori o tem, da kako je zdaj s koriščenjem letnega dopusta, ko pač so takšne razmere. Zdaj tukaj načeloma stališče tudi inšpektorata in ministrstva, če se pogleda pač na njihovi spletni strani, apelirajo tako na delavce kot na delodajalce, da se poskušajo dogovoriti in da poskušajo na nek dogovoren način pač rešiti tudi to, da se pa v tem vmesnem času, dokler se razmere ne umirijo, pač nekako koristi tudi mogoče preostali letni dopust, ki bi ga morali tako ali tako nekako pokoristiti do 30.6. Tako da tudi to je pač možnost. Zdaj, glede na to, da so pa šole in vrtci zaprti, imamo pa tudi veliko staršev, ki pač ne morejo organizirati varstva za otroka in pač na ta način tudi izkoristijo to čakanje na delo oziroma čakanje doma, kjer je pa predviden potem posledično tudi nižji znesek samega nadomestila plače, ki jim v tem primeru pripada. Okej. Pa dajva zdaj, v bistvu zdaj si naštela vse možne oblike, ki pač so na voljo zdaj v tem času, pa greva mogoče malo po vrsti. Recimo, večina podjetij, vsaj kakor jih mi poznamo, se je vsaj delno organizirala in zaposleni lahko delajo od doma. Kakšna pa je v bistvu vsebina te odreditve dela od doma? Zdaj, glede na trenutno situacijo, ki pač je izjemna, pač je situacija, v kateri nikoli nismo bili in pač tudi za nas predstavlja neki izziv. Zdaj, če gledamo čisto delovnopravno, kaj nam zakonodaja določa, moramo pač tukaj vseeno upoštevati, da je izjemno stanje. Zdaj, če bi v normalnih okoliščinah organizirali delo od doma, bi vsekakor mogli predhodno poskrbeti za to, da nek pooblaščeni varnostni inženir pregleda
delovne prostore, kjer naj bi delavec delo opravljal in pač v zvezi s tem tudi poda svoje mnenje. Glede na to, da to v trenutnih razmerah ni mogoče, pozivamo vse in nekako tudi svetujemo tako delavcem kot delodajalcem, da zagotovijo oziroma da delavce opozorijo na to, da so dolžni poskrbeti sami zase, pač za svoje življenje pač ljudi, s katerimi živijo, tako da zagotovijo nekako varno delo na domu. Druga stvar, ki zagotovo je, da pač v odredbi, s katero odredimo delo na domu, pojasnimo, zakaj se delo od doma odreja. Hkrati tudi določimo, kakšna dela in naloge naj bi delavci v tem času opravljali. Pretežno, če se delo lahko organizira v celoti doma, delavci opravljajo vse tiste naloge, ki jih opravljajo tudi drugače v delovnem času. Potem določi se delovni čas. Zdaj, ena od opcij je tudi, če recimo delavec ne more delati od doma pač cel delovni čas, da se zagotovi recimo koriščenje, recimo večina delodajalcev ima tudi možnost, da se recimo koristi nek presežek ur, ki je že bil narejen in da se nekako skombinira ta varianta, recimo krajši delovni čas in potem recimo koriščenje dopolnega delovnega časa presežek ur. Tako da tudi v tej odredbi je potrebno določiti, na kakšen način, od kdaj do kdaj bo delavec načeloma tudi dosegljiv delodajalcev, pač kdaj je njegov delovni čas, pri čemer je potrebno upoštevati, da tudi ko delavec dela od doma, ima seveda pravico do odmora, to se pravi 30-minutnega odmora, kot je določeno tudi, ko smo normalno na delovnem mestu. Hkrati je pomembno, da se dogovorita o samem plačilu, ker zdaj, ko je delavec doma, načeloma uporablja neka svoja delovna sredstva, pač porablja nek internet, recimo pač uporablja recimo telefonov in tako naprej. Za ta čas se pač določi neko nadomestilo plače, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, hkrati pa se določi tudi, na kakšen način bo delavec plačan. Zdaj, glede na to, da delavec opravlja enako delo, potem velja tudi, da je v tem času upravičen do 100-procentnega nadomestila plače. To so recimo pač ključne stvari, ki jih je potrebno določiti, hkrati pa opozarjam še na to, da je vsekakor tudi v času dela od doma potrebno poskrbeti za varovanje poslovnih skrivnosti delodajalca, tako da tukaj predlagam, da se tudi to, kljub temu, da že sam zakon to določa, ampak da se tudi to dodatno določi v sami odredbi, s katero se delavcu odreja delo na domu, da je pač ta obveznost njegova tudi pač obstaja. Kaj pa recimo, omenila si tudi pravico do polurne malice, kako pa se recimo uredijo ti deli pogodbe o zaposlitvi, kot je recimo plačilo malice, neplačilo prevoza na delo in z dela, to tudi treba posebej opredeliti? Ja, to se, zdaj v primeru, ko bi šlo za normalne razmere, bi tukaj itak bila nova pogodba o zaposlitvi, kjer bi vse te elemente določili, to se pravi, od kdaj do kdaj je nekdo dosegljiv, pač kako je z nadomestili plače, nadomestili za pač prevoza, tako kot si omenila, dejansko ni, ker delavec dela od doma, ampak ker je pač izredna situacija, lahko tudi delodajalec enostransko naredi z odredbo. V normalnih razmerah pa se potem tukaj spreminja nova pogodba, pač potrebno je skleniti novo pogodbo in vse te elemente določiti v sami pogodbi o zaposlitvi. Okej. Jaz bi samo povedala še vmes za vse, ki me spremljate, da lahko tudi postavljate vprašanja, ki jih bom jaz potem prebrala in Klavdiji zastavila. Moje naslednje vprašanje pa je, kakšne pravice pa ima delavec, ki ga je recimo delodajalec poslal z delovnega mesta zaradi situacije povezane s koronavirusom? Zdaj, že prej sem se dotaknila, ko sem naštevala, kakšne so opcije, ne, pač delavec ima pravico do čakanja na domu, zdaj v tem primeru trenutno, glede na razglašeno epidemijo, govorimo o višji sili, tako da je tukaj zakonsko predvideno, da so delavci upravičeni v teh primerih, ko ne morejo delati zaradi višje sile, do 50-procentnega nadomestila plače. Zdaj, delavec, če ima recimo neke presežke ur, če ima še letni dopust od preteklega leta, se lahko z delodajalcem dogovori, da v tem času tudi koristi recimo letni dopust oziroma izkoristi te presežke ur.
in v tem primeru je dejansko upravičen do 100% nadomestila plače. Tako da, kar se pa tiče samih obveznosti delavcev, moramo pa tukaj reči, da ne zdaj, če pa delavec pač dela od doma, so pa njegove pač obveznosti načeloma pač enake, kot jih ima, ko je na delovnem mestu, a ne. Tako da tukaj, zdaj, kar se tiče čakanja, pa pač čaka na delo, ko se bodo razmere umirile, ko se bo stanje nekako normaliziralo, upam in si želim, da bo to dejansko čim prej, ga bo potem delodajalec na način, na katerega sta se dogovorila, ga bo pač pozval in delavec je potem dolžan odzvati in priti potem nazaj na delo in normalno opravljati svoje delo naprej. Kaj pa v bistvu prinaša ta odreditev čakanja na delo na domu in v bistvu kaj to pomeni za delavca in kaj pomeni za delodajalca? To, kar sem že rekla, ne, delavec v času čakanja na delo doma, zdaj pač mi moramo upoštevati hkrati tudi pač odredbo vlade, ki pač pravi, ne, da se moramo seveda v tem času tudi izogibati nekim socialnim stikom in tako naprej. Načeloma nas tudi pač pozivajo, naj bomo dejansko res doma in ne gibamo okrog, razen če to res ni nujno potrebno. Tako kot sem že rekla, ne, v času čakanja pač delavec je upravičen do nadomestila plače, zdaj varianta je zaradi višje sile pač 50%. Nekateri delodajalci bodo pa pač počakali določbe pač novega interventnega zakona, ki pa določa, da v primeru, ko bo delodajalec poslal delavca domov z 80% nadomestilom plače, da v tem primeru bo pa dejansko lahko zahteval oziroma vložil zahtevo, da se mu pač del tega nadomestila povrne in nekako predlog je bil dan v Državni zbor, da bi bili delodajalci v tem primeru upravičeni do 40% povračila na tak način izplačanega nadomestila plače. Zdaj, če gre za višjo silo, kar dejansko ta razglašena epidemija je, pa nam zakon pač dopušča plačilo nadomestila v višini 50% plače. Okej. Zdaj imamo pa tudi prvo vprašanje v bistvu iz naše publike. Kakšne so pravice zdravstvenih delavcev, ki so doma, ampak ne morejo opravljati dela od doma? Saj v bistvu na to smo že nekako odgovorile pač preko teh pač najinih vprašanj, ne. Zdaj, če dejansko delavec nima pač možnosti, zdaj ne glede na to, ali gre za zdravstvenega delavca ali pa za lahko tudi katerokoli drugo dejavnost, a ne. Zdaj, če pač dela ne more opravljati, potem ga je delodajalec ali poslal ali pa se je delavec recimo dogovoril, da bo ali koristil višek ur ali koristil letni dopust, v nasprotnem primeru pa ga je delodajalec pač poslal domov na čakanje. Zdaj, ali gre tukaj za recimo 50% nadomestilo plače zaradi pač višje sile ali pa potem z 80% nadomestilom. Okej, super. Prej si se tudi že malo dotaknila v bistvu dopusta. Mene zanima, a lahko delodajalec od delavca zahteva, da če pač ta ostane doma zaradi varstva otroka ali pa zaradi nezmožnosti opravljanja dela, da koristi letni dopust? Saj to sem nekako tudi že odgovorila. Mislim, načeloma je tako, a ne, da koriščenje letnega dopusta predvideva zakon, a ne, da se vedno pač dogovorita delavec in delodajalec nekako v soglasju ob upoštevanju na potrebe delovnega procesa. Hkrati pa se seveda pri letnem dopustu upošteva tudi to, da delavec se v tem času nekako rekreira in da se lahko pač posveti družini. Zdaj, glede na izjemne okoliščine, tudi ministrstvo in inšpektorat poziva oziroma apelira nekako tako na delavce kot na delodajalce, da poskušajo se dogovorno zmeniti, ker tudi finančno je recimo za delavce bolj ugodna varianta, seveda, če ta možnost obstaja, da v tem času
koristijo nekako letni dopust, ker so upravičeni do 100% nadomestila plače. V nasprotnem primeru kakršnakoli druga varianta čakanja oziroma odreditve čakanja na domu pa s tem prinaša pač tudi nižje finančno nadomestilo, ki so ga delavci, do katerega so delavci v tem času upravičeni. Zdaj, da bi pač, tako kot sem rekla, ne prav izrecno, da delodajalec lahko to odredi, ni, jaz pa tudi na tem mestu pač nekako apeliram, no, da poskušate to na nek način v teh izrednih razmerah dogovoriti, upoštevati, da gre res za izredne okoliščine tako na strani delavca kot tudi delodajalca in najti neko pametno rešitev, ne, ki bo sprejemljiva tako za delavce kot tudi za delodajalce. Kaj pa recimo kolektivni dopust, lahko to delodajalec ukaže oziroma odredi celotnemu podjetju? Se tukaj je v bistvu nekako enako, kot velja ne, pri pač individualnih dopustih, ne. Zdaj, pri kolektivnih dopustih je seveda tako, da delodajalec že vnaprej predvidi, v katerem obdobju se njegov delovni proces zmanjša. Zdaj moramo vedeti, ne, da delovni koledarji se ponavadi sprejemajo in so že bili sprejeti nekako recimo za letošnje leto do konca decembra in kdaj ne bi bil kolektivni dopust, ne, so delodajalci predvideli že do konca leta. Zdaj seveda nihče ni računal, da se bodo zgodile pač te razmere, ki so trenutno, v katerih smo, ampak tudi na enak način, ne. Če je možno na takšen način, da se vsem odredi delo, kolektivni dopust, ker tudi mislim, da potem se bodo seveda vse stvari zamaknile, tudi zdaj ne vem, če so bili planirani neki dopusti v, ne vem, juliju, avgustu, običajno so predvideni kolektivni dopusti, da glede na trenutno situacijo pričakujemo, da se bo takrat zadeve pa verjetno spremenile in da mogoče takrat delodajalec ne bo potreboval kolektivnega dopusta, tako da v dogovoru zdaj seveda, če imamo tukaj še sindikate ali pa svet delavcev, je treba tudi njih vključiti v to, ne, ampak je tudi mogoče se dogovoriti, no, da se ta kolektivni dopust glede na trenutno situacijo dogovori tudi zdaj, ne. Okej. Prej si omenila tudi že v bistvu nekako vemo, da starši lahko ostanejo doma z otroki, zdaj ko so se šole in vrtci zaprli in zato prejmejo 50% svoje plače, če pač ne delajo od doma. Kaj pa tisti starši, ko v bistvu zaradi zaprtja vrtcev in šol morajo ostati doma, delo od doma pri njih ni mogoče oziroma ne, da ostanejo doma, no, da pač morajo iti delati, varstva si pa nekako ne morejo zagotoviti. Kaj pa ti starši lahko naredijo oziroma kakšne so tle dolžnosti delodajalca? Zdaj nekako je tako, ne, da se poskuša tem staršem pač pomagati, ne. Zdaj, če je možnost, da je recimo eden od staršev, recimo pač je zdravstveni delavec, vemo, da zdaj pač morajo biti v službi, pač dejansko morajo biti navzoči na delu in ne morejo, bi bilo pač njihova odsotnost pač ne bi bila ugodna za vse v nas, tako da v takšnem primeru se nekako poskuša, da če je to le mogoče, da drugi od staršev potem ostane doma in pač zagotavlja varstvo svojemu otroku pač do 5. razreda. Če gre za takšnega otroka, zdaj nekako, ne, so pa potem tudi na nek način poskrbele lokalne skupnosti za takšne starše, ki dejansko recimo, če so družine, kjer sta recimo oba starša v dejavnosti, ki je pač nujno potrebna za zagotavljanje varnosti in zdravja in življenja pač prebivalcev, da se pa zagotovi neko varstvo na nek drug način. Ampak vsekakor, ne, vsaj eden od staršev bi mu moral pač delodajalec omogočiti, da lahko zagotovi pač varstvo in v tem primeru, kot si že sama rekla, ne, je ta starš upravičen potem do tega nadomestila plače v višini 50%. Okej. Zdaj imamo pa tudi še eno vprašanje iz publike, in sicer delodajalce glede na napovedi skrbi zmožnost plačila in likvidnosti in ali lahko delodajalec da odredbo, da zniža plačo,
in s tem doseže konsenz o znižanju plače namesto odpuščanja? Zdaj, kar se tiče znižanja plače, je vedno tako, da tukaj delodajalec ne more enostransko znižati plače. Tukaj bo vedno potrebno dogovoriti oziroma skleniti nek dogovor z delavci. Jaz mislim, da ključno, kar bo, ko se bodo zadeve umirile, da bo ključen dialog med delavci in delodajalci. In če bo delodajalec na ta način predstavil delavcem, da se za neko krajše obdobje dogovori neko znižanje plače, potem jaz mislim, da verjamem, da bo potem tudi posluh na strani delavcev in bodo na to pristali, ampak brez soglasja, to se pravi brez tega, da bosta tako delavec in delodajalec podpisala, lahko to spreminjamo z aneksom k pogodbi. Tukaj drugače ne bo mogoče skleniti, dogovoriti znižanja plače. To se pravi, v vsakem primeru je potreben dogovor. Jaz pa mislim, da za nekim pogovorom in dejansko z dialogom, s katerim bo delodajalec pojasnil razmere in tudi, da bo na ta način poskušal rešiti situacijo, da ne bo prišlo do odpuščanja. Jaz mislim, da tukaj lahko upamo, da bo posluh na obeh stranih in da bo mogoče doseči takšen dogovor. So pa verjetno ti dogovori pol čisto individualni, ne? Ja, zdaj vedeti moramo, da v primerih, ko obstajajo delodajalci, ki imajo sindikate, ki imajo svete delavcev, se ponavadi takšen dogovor sklene na ravni neke kolektivne pogodbe z sindikatom oziroma nek dogovor s svetom delavcev. Zdaj, ob temu ne pa potem potrebno individualno sklepati potem anekse k pogodbam za takšno znižanje. Jasno je v bistvu, da se bo zdaj življenje v Sloveniji upočasnilo in da bo to imelo posledice v številnih panogah, predvsem, gostinstvo, turizem, trgovina, športne in kulturne dejavnosti. Tle bo povsod malo kriza, ki se bo poznala in verjetno bo tudi brezposelnost narastla. Kaj pa lahko na tem področju pričakujemo in kako mogoče bo država tle pomagala? Ja, zdaj država poskuša z tem interventnim zakonom nekako zagotoviti, da ko bo konec te izjemne situacije, da bodo delodajalci nekako ohranili delovna mesta zaposlenih. Vendar tukaj govoriti o tem, da nekih odpuščanj ne bo, mislim, da bi bilo preveč optimistično. Tako da zagotovo bodo odpuščanja. Jaz sicer upam, da bodo na ta način, tudi kot smo prej rekli, da se bo mogoče za neko obdobje dogovorilo z delavci, da se zniža plače in na ta način dogovori možnost ohranitve večjega števila delovnih mest, da bo na ta način zagotovo ena varianta, da se pride do čim manj brezposelnih. Zdaj, kar se države tiče, nekaj predlogov zakonov je že v proceduri, zdaj noben še ni bil sprejet, tako da zdaj nekih konkretnih odgovorov, na kakšen način se bo država tukaj pripomogla delodajalcem oziroma jim pomagala, žal ne morem, zdaj v tem trenutku ne morem povedati. Govori se o tem oziroma predlog je, da se zamaknejo sama izplačila določenih prispevkov, da se zamaknejo plačila nekih davčnih obveznosti, tudi dogovori ne bi bili z bankami, da ne bi se podaljšala plačila, kar se tiče nekih kreditov in tega. Ampak jaz mislim, da bomo mogli na neke konkretne predloge še počakati, ker bo tudi potrebno videti dejansko, koliko časa bo tudi trajalo to izjemno stanje in tudi kako se bomo potem lahko nekako spet vključili v neko normalno življenje, kako bo potem spet lahko, koliko časa bomo potrebovali, da bomo spet prišli na nek. Jaz pričakujem, da seveda bo drugače, ampak vseeno, da bo neka normalna situacija. A nam lahko čisto na kratko mogoče za naše poslušalce poveš,
Kaj pa ta interventni zakon za ohranitev delovnih mest prinaša? Zdaj predlog je, ki je šel v Državni zbor, govori o tem, da omogoča delodajalcem, ki bodo poslali delavce domov za 80% nadomestilom plače, da jim za 3 mesece zagotovi oziroma dokler bo razglašena ta epidemija, da jim omogoči povračilo 40% tega zneska. Pogoj, ki pa mora biti izpolnjen s strani delodajalcev, je pa to, da pač dejansko predstavijo, da pač razloge, da pač pojasnijo, da dejansko zakaj je prišlo do takšnega slabega poslovnega položaja, kako je pač ta kriza, ta epidemija vplivala na njih. In v tem primeru morajo poslati pogoj, da dobijo neko povračilo, je to, da pošljajo vsaj 30% svojih zaposlenih na čakanje. In zdaj v tem primeru, to se pravi, bo država povrnila 40% tega nadomestila. Zdaj delodajalci se bodo pa nekako morali zavezati, da 6 mesecev po tem ne bodo, oziroma po 6 mesecev od takrat, ko bodo delavci poslani na to začasno čakanje, jih ne bodo pač odpuščali oziroma jim bodo na nek način zagotovili še naprej zaposlitev. Tako da tudi tukaj je potrebno biti pozoren, država je nekako omejila ta del, da se delodajalci dejansko zavežejo, da potem odpuščanj ni. Tako da je treba biti tudi tukaj mogoče malo pozoren, ker se v tem delu dejansko ne govori veliko. Zdaj država pa tega povračila ne bo vračala nekomu, ki je že tako ali tako davčni dolžnik oziroma ki pač ne plačuje nekih prispevkov za svoje delavce. Tako da vsi ti delodajalci nekako odpadajo iz te možnosti, da dobijo povrnjene te zneske. Okej, zdaj imamo spet eno vprašanje od poslušalcev, in sicer Mirjam zanima, če delodajalec odredi delavcu čakanje na domu na podlagi interventnega zakona, ali je omejen kasneje pri odpuščanju delavcev? Ja, to sem zdaj ravnokar povedala, ja. Dejansko, to se pravi, če ga danes pošlje na čakanje domov, se mora delodajalec v tem primeru zavezati, da 6 mesecev nekako ne bo delavca odpustil, da mu bo vsaj za 6 mesecev zagotovil potem delo. Tako da to je bil predlog, zdaj kako bo zadeva, v kakšni obliki bo potem zakon dejansko sprejet, bomo pa videli. Kaj pa recimo pomoč samozaposlenim pa samostojnim podjetnikom? O tem se je tudi zelo veliko govorilo zadnje dni. Kaj bi tle po tvojem mnenju bila najbolj idealna pomoč države oziroma kaj bi ta mogla storiti? Zdaj nekako dopolnitve, ki so šle v parlament, grejo v smeri, da se pač odloži plačilo davkov pa prispevkov pač za določeno obdobje. Zdaj zagotovo je, da je veliko ljudi dejansko ostalo od danes na jutri pač brez dela, brez kakršnih koli prihodkov. Tako da to, da se pač odloži pač plačilo teh davščin in prispevkov, zagotovo je. Mislim pa, da bo morala država še veliko narediti na tem, ko se bodo zadeve normalizirale, da se nekako poskuša na tem delu pomagati z nekimi vzpodbudami, z različnimi, ne vem kako, to se pravi, da bomo mogli delati na tem, da jim bomo pač zagotovili še kakšne druge dodatne možnosti ali pa olajšave, glede na konkretno situacijo, ki bo, ko se bodo zadeve znormalizirale. A misliš, da bo v bistvu zdaj se tudi na evropski ravni zelo veliko dogovarjajo, bojo kakšni skupni ukrepi oziroma se bojo države skupaj dogovorile, kako pomagati gospodarstvu? Ja, jaz mislim, da to zagotovo bo potrebno, ker mi se moramo zavedati, virus ni samo stvar naše države, to je pač globalni problem,
ki ga bomo pač morali reševati vsi skupaj, ne samo vsaka država posebej, ampak pač globalno. Tako da zagotovo bo tukaj potrebno sprejeti ukrepe tudi na širšem nivoju, ne samo pač vsaka država posebej. Zdaj pa še eno vprašanje. V bistvu pred tem izbruhom koronavirusa in izrednih razmer smo se zelo veliko pogovarjali v družbi o novih oblikah dela. Zdaj recimo delo od doma je že ena taka stvar. Kakšna bo po tvojem mnenju prihodnost na področju delovnopravne zakonodaje in a bo mogoče zdaj te trenutne razmere kaj pripomogle k tem, da se bo zakonodaja o delu glede dela od doma kaj spremenila? Jaz si želim, da pač ta situacija, ki pač ni, pač je za vse težka, da se iz tega tudi nekaj naučimo, ne. In vsekakor pač naša zakonodaja na področju dela od doma pač že dolgo časa ne sledi več trendom, ki se pojavljajo v praksi, ne. Mi smo na to že opozarjali tudi v okviru naše komisije. Ja. Tako da jaz si dejansko res želim, da je to pač moment in da nekako tudi to težko situacijo obrnemo in ugotovimo, ne, kje vse potrebujemo, kaj vse moramo spremeniti in si dejansko želim, da bo, kar se tiče dela na domu, naša zakonodaja bolj fleksibilna oziroma tudi to, da ne bi zdaj pač obveščali neki inšpektorat za delo, ne, da bomo pač delo opravljali od doma, to se mi zdi dejansko dokaj nepotrebna stvar, no, ker vsi vemo, ne, da smo online ves čas, ne, tudi ko pač niso takšne izjemni primeri, kot je zdaj, ampak tako da tukaj si jaz res želim, no, da se iz tega nekaj naučimo in da potegnemo nekaj dobrega iz vsega skupaj ven. Pa verjetno tudi ne samo delo od doma, ampak tudi druge oblike, a ne, se bo v bistvu mogli in delodajalci in država malo prilagoditi. Ja, to se pravi tudi ena varianta, da pač dejansko ugotovimo, kako recimo tudi s tem, na kakšen način je mogoče kombinirati tudi ta krajši delovni čas, recimo, ne, da smo tudi tukaj malo bolj fleksibilni, mogoče, ne, da ne delajo vsi po 8 ur, ampak se zagotovi recimo, 6 ur, ker potem kljub temu imamo lahko možnost in zaposliti več ljudi, bolj smo fleksibilni, ne, mogoče tudi tukaj lahko naredimo neko medgeneracijsko povezavo z mladimi mamicami, ki recimo potrebujejo pač več časa popoldan in mogoče z nekom, ki je starejši in mu pač bolj ustreza, ne vem, da pač ne pride zgodaj zjutraj v službo, pa pride malo kasneje. Tako da mislim, da te stvari so odprte in mislim, da tudi zdaj situacija kot je, no, da nam tudi to omogoča, da o tem mogoče še malo bolj razmislimo, kot smo že prej povedali, da se pač morajo tle stvari nekako spremeniti oziroma da moramo slediti nekim trendom, no, ki se dejansko dogajajo. Zdaj imamo pa spet še nekaj vprašanj iz publike. Najprej, kdo vse bo upravičen do pomoči iz interventnega zakona? Zdaj, tako kot sem pač že prej omenila, zaenkrat govorijo predlog je šel ven samo o delodajalcih. Zdaj, dodatno, kot sem pač razbrala iz medijev in kot je pač objavljeno na spletnih straneh ministrstev, je pa dejansko pa zdaj dodatne dopolnitve so šle tudi v smeri, kar se tiče samostojnih podjetnikov, ampak se pravim, dajmo počakati, v kakšni obliki bo potem zakon sprejet, no. Ampak načeloma pač tudi jaz recimo vem, kar se tiče nas kot odvetnikov, tudi tukaj se je interveniralo strani pač naše zbornice, tako da, ampak se pravim, zdaj kakšno bo končno besedilo, žal v tem trenutku ne morem povedati. Okej, potem eno vprašanje, sicer si o tem že tudi govorila, ampak dajmo vseeno odgovoriti, ali lahko v teh razmerah odredimo delavcem dopust, ki je vseeno bolje plačan kot čakanje, in sicer koriščenje lanskega in tega, ki so ga pridobili do sedaj, in jih šele potem daš na čakanje?
Ja, tako kot si rekla, na to sem že odgovorila. Zdaj, jaz ne vidim nobene težave, če obstaja dogovor med delavcem in delodajalcem. Zagotovo, kar se tiče lanskoletnega dopusta, mislim, da je to tudi v interesu delavcev, da koristijo to in da potem, ko se bodo dobijo potem 100% nadomestilo in ko se zadeve umirijo, se vrnejo nazaj normalno na delovno mesto in normalno potem v nadaljevanju opravljajo svoje delo. Tako da je pa seveda tudi opcija, da se dogovorijo za koriščenje tudi dela letnega dopusta za letošnje leto. Okej. Pa še eno vprašanje, sicer bomo v petek tudi z našim gostom Rokom Jerovškom govorili o tem, ampak vseeno bom zastavila vprašanje tudi tebi. V mojem podjetju imamo primer, kjer naš kupec iz tujine epidemije ne priznava kot višje sile in pričakuje normalne dobave. Vkolikor država morebitno odredi zaprtje podjetja, ga seveda lahko zavrnemo in ali obstajajo tle kakšno pravno-formalne posledice? Ja, zdaj to ni čisto delovno-pravno vprašanje, ampak je seveda, vem, da nekateri v tujci tega ne priznavajo kot višje sile, ampak jaz sama ocenjujem, pa to je res moje mnenje, da glede na to, da je država razglasila epidemijo, da to vsekakor je višja sila. Je pa seveda potrebno potem tudi pogledati vsak konkreten primer, kaj je tudi bilo dogovorjeno v neki pogodbi ampak glede na razglašeno stanje, seveda bo pa situacija povsem drugačna, ko epidemija ne bo več razglašena, ampak se moramo zavedati, da tudi potem bodo, oziroma mogoče takrat še bolj, se bodo čutile posledice tega izjemnega stanja, ki obstaja v tem trenutku. Ampak zdaj, ko je razglašena epidemija, mislim, tudi, da dejansko lahko govorimo o višji sili, ki pa ima za posledico potem tudi to, da obstajajo neke spremenjene okoliščine, ki vplivajo tudi na izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti nekih strank, ki so bile predhodno dogovorjene. Okej, zdaj pa mogoče samo še zadnje vprašanje, v bistvu preden zaključimo. Klavdija, kaj ti misliš, kakšni ukrepi nas mogoče še čakajo, predvsem tudi na področju delovnopravne zakonodaje, kaj še lahko pričakujemo v naslednjih tednih, ko bo ta epidemija trajala? Zdaj, jaz mislim tako, da kar se tiče delodajalcev, večino, kar je bilo tisti, ki so lahko, so organizirali svoje delo tako, da delavci delajo od doma. Zdaj, vedeti moramo pa, da se bodo zadeve z vsakim dnem, vsak dan, ko traja ta epidemija, se zadeve poslabšujejo. Seveda bo tudi primanjkovalo dela, mogoče zdaj kakšni delodajalci trenutno še imajo delo, lahko se pa čez nekaj časa bo tega dela vedno manj in takrat se bo potrebno prilagajati posamezni situaciji. Zdaj, ali kombinacije s čakanjem ali potem to, kar smo rekli, poskušati se dogovoriti za neko koriščenje dopusta. Vsekakor bo pa potem potrebno to, kar smo se tudi že dotaknili, neki ukrepi na strani države, ki bodo, ko bo situacija dejansko znana, kaj se je dogajalo, kako so se zadeve dogajale, da potem tukaj tudi država ima nek posluh in tudi vstopi delodajalcem nasproti in jim pomaga glede na končno situacijo, ki bo. Okej, super. To je za naš prvi digitalni Connect with MCham Coffee vse. Klavdija, najlepša hvala, da si bila z nami in da si nam odgovorila na vsa vprašanja. Jaz upam, da je bilo koristno tudi za naše poslušalce. In vidimo se spet jutri ob 10:00, ko bo na vrsti MCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja. Če vas zanima, da bi se priključili razpravi, se lahko pofočkate preko naše spletne strani.
V petek bo pa naš gost Rok Jerovšek. Hvala vsem, lepo se imejte in ostanite zdravi. Adijo. Hvala, Andija. Adijo, Klavdija. Čau, Andija.